Točno na današnji dan, pred 85 leti, to je leta 1930, so na tej otožni gmajni v sivo jesensko jutro odjeknili streli. Toča svinčenk iz pušk fašistične milice je utrnila življenje 4 slovenskim fantom. Iz belega marmorja sejejo 4 žena, ki so to kraško gmajno vtisnile v zavest vsega slovenskega naroda. Ferdo Vidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš, Alojz Valenčič. Kakor te 4 smreke daleč presegajo pretikavo blinje, ki na tej gmajni klesti Burnar, so 4 fanti postali mejnik v zgodovini slovenskega naroda. Kakor leto prej v Istri ustreljeni Vladimir Gorkan. Od tistega jesenskega dne Brzovica ni le več ime male kraške vasice, temveč je postala pojem, simbol. Simbol upora na smrt obsojenega slovenskega naroda sredi kulturne, od mračnjaških sil zavojevane Evrope. Takrat je ves svet zvedel, da se majhen narod na Primorskem upira nasilju države, ki je poskušala razvarovati naš narod s spreminjanjem priimkov imen, zapiranjem slovenskih šol in bil v smrtni nevarnosti, kdor si upal spregovoriti v materiju. Veliki evropski kulturni narodi z veliko zgodovinsko tradicijo so prenašali pohlevno, fašistično in nacistično diktaturo. Naš narod pa se je prvi v Evropi temu nasilju uprl in dokazal svetu, da nobenega naroda ni mogoče zatreti, če hoče živeti. Zagorele so podučevalne šole in rekreatorji. Slovenska literatura in šolske knjige so tajno krožile med našimi ljudmi. Zastraševanju, zaporom, konfinacijam na vkljub. Vojni, borba in tiger so krožili med našimi ljudmi. Znameniti angleški zgodovinar Taylor in kraj zapisal: neko ljudstvo potrdi, da ima pravico do življenja s tem, da dokazuje svojo voljo do življenja. Nobeno ljudstvo ni bolj dokazalo te svoje pravice kot Slovenci južno od Julijskih Alp. Gre za plebiscit, ki traja 20 let. Slovenci niso nikdar pristali na to, da bi umrli kot ljudstvo, nikdar se niso vdali italijanski dominaciji. Tako Taylor. Brzovica nam je obenem dokaz, da nobena demokracija ni tako trta, da bi je nemogoče načeti črv diktature in totalitarizma. Streli na Brzoviški gmajni niso ustavili upora našega naroda, temveč se je ta nadaljeval. Prišlo je do novih zaslišanj, zaporov in konfinacij, ter končno do ustrelitve novih 5 junakov na Operskem strelišču. Ta gmajna je sedaj sveta vsem Slovencem, ne glede na njihovo svetovno-nazorsko prepričanje. In na njej ni prostora za politične špekulacije, kot se je nažalost kdaj že zgodilo. 13. maj 1941 je pomemben datum v odporu slovenskega naroda proti fašistični diktaturi. Zdaj je namreč na Mali gori nad Ribnico prišlo do prvega spopada med tigrovci in italijanskimi karabinjeri. In v spopadu je padel vodja tigrovskih gverilcev Danilo Zemlja. Še enkrat moramo poudariti, da tigrovci niso imeli nobenega strankarskega predznaka. In nesmiselno je, da si danes nepoklicani prisvajajo njihova dejanja. Tigrovci se tudi tedaj niso vdali in 1. julija 1941 ustanovili prvo partizansko ribniško četo, ki je bila opremljena s tigrovskim orodjem.
In kot tigrovci niso imeli nobenega svetovnega nadzora, tako je prišlo do prvega incidenta, ker niso hoteli priseči Stalinu in Sovjetski zvezi. Incident se je potem salomonsko rešil po zaslugi Aleša Peterja, bil pa je to znak problema, ki je potem se vlekel ves čas narodno-osvobodilnega boja, na katerega smo vsi ponosni. A pridružila sta se, nažalost, tudi revolucija in kolaboracija. Revolucija je zakrivila veliko zločin. Kolaboracija pa sramotno sodelovanje z okupatorjem, za katero sedaj nima smisla iskati nobenega filozofskega opravičila. Najbolj preprost greh kolaboracije imamo prav v Trstu, ko so slovenski domobranci v njegovem stanovanju v Trstu aretirali Borisa Pahorja in ga predali Gestapu za nadaljnjo obdelavo. Letos obhajamo tudi 70-letnico konca druge svetovne vojne, ki je naš matični narod večinsko obhajal na strani drugih evropskih demokratičnih narodov. Vendar so se pri nas zgodili tudi zločini, ki še danes razdvajajo nažalost matični narod. Mladim pa moramo povedati resnico, tudi tisto polovico, ki nam morda ne upada. Zločinov se nažalost ne da več popraviti, vendar jih je treba priznati in letos so najvišji predstavniki matične domovine, od predsednika Slovenske republike Boruta Pahorja do predsednika slovenskega parlamenta Milana Brgleza in slovenske vlade Mira Cerarja, ter tudi častnega predsednika borčevskih organizacij Janeza Stanovnika te zločine priznali. Skrajni čas je že, da žrtve revolucionarnih pobojev dostojno pokopljemo tudi v naših glavah, da se na račun tragično preminulih žrtev ne dela več politične špekulacije. In smešno, če ne tragično je, da že sedaj špekuliramo o spomeniku, ki naj bi predstavljal tragedijo slovenskega naroda sredi Ljubljane. Konec druge svetovne vojne pa se ni povsod končal enako. Pol Evrope je zakrila železna zavesa, med drugim tudi našo matično domovino. In posledice tega so se poznale tudi v zamejstvu. Razdelili smo se v tiste, ki so režim v matični domovini odobravali, in tiste, ki ga niso. Tako so nastale dvojne ustanove, ki obstajajo še danes. Ene so nastale v podpori matične domovine in druge brez nje. Zato je iluzorno misliti, da se bodo sedaj kar naenkrat same po sebi združile. Sedaj, ko se je naša matična domovina Slovenija osamosvojila in si dala demokratični režim, pa smo končno vsi sinovi iste matere in deležni enake podpore. Sedaj gotovo nima več smisla, da se gremo eni naše, drugi vaše, saj smo vsi del iste manjšinske stvarnosti. Vendar je jasno, da imamo različni ljudje, različne poglede na svet. Iluzorno je zato misliti, da bomo v demokratični državi vsi volili isto stranko. Vse politične opcije, za katere se zavzemamo Slovenci in ki sodelujejo skoraj v vseh upravnih telesih, pa morajo imeti resnični namen braniti interese slovenske narodne skupnosti. Dela je še mnogo, saj kljub številnim zakonom, ki naj bi nas ščitili, od mirovne pogodbe z Italijo preko londonskega memoranduma in ozimskih sporazumov od državnega in deželnega zaščitnega zakona, še vedno čakamo na uresničitev nekaterih narodnostnih pravic. Mimogrede se sprašujem, kako je poraženi nacistični Nemčiji in nacistični Avstriji uspelo tako učinkovito zaščititi južne Tirolce, kot si mi niti ne sanjamo. In ob tem so med zadnjo vojno južni Tirolci
množično odpirali za nacistično Nemčijo, pa jim je italijanska država po vojni to veliko društvo prišla. Še vedno čakamo na uresničitev mnogo tega, kar je italijanska država v zakonom sprejela. Zdaj bomo, na primer, dobili vidno dvojezičnost in slovenske šole v Kanalski dolini in Terski dolini. Saj bi verjetno tudi tistih v Benečiji ne imeli, če se jih ne bi lotila skupina zaznanih in pogumnih ljudi. In koliko generacij smo zdaj zamudili? In jaz bi bil osebno član tiste zamujene generacije, če bi me oče ne poslal v slovensko šolo v Trst prvi dan njene ustanovitve. Slovenske šole nam je dala tedanja zavezniška vojaška uprava. In tudi od tega le 70 let. In tega se moramo spomniti. In kdaj bomo imeli zajamčenega slovenskega zastopnika v rimskem parlamentu? Zakaj nimamo istega volilnega zakona, ki velja za Južne Tirolce in Valdostance? Po novem volilnem zakonu bomo Slovenci imeli poslanca samo če ga bo stranka, za katero večinsko volimo Slovenci, postavila na čelo volilne liste. In kdaj bomo lahko govorili slovenskom tržaškem občinskem svetu? V Gorici so odpravili rajonske svete, ki so vedno bili izraz krajevne uprave. Sedaj se odpravljajo pokrajinske uprave, v katerih smo Slovenci imeli dober stik s teritorijem in prebivalci. Občutek imam, da na račun tako imenovane racionalizacije delamo celo korake nazaj pri naših pravicah. Deželna vlada, ki se ima samo Slovencem zahvaliti na vlado naši državi, sili v združevanje majhnih občin, kar ne odgovarja ne interesom slovenske manjšine in menda tudi ne mednarodnim zaščitnim organom. In če neka uprava, občinska uprava tega ne sprejme, pride deželni komisar Rahta, demokracija pa ta. Ta demokracija nas spominja na nek podoben dogodek pred mnogimi leti na Brežini, ko je prefekturni komisar posilil preprosto gradnjo ezolskih naselij v Sesljanu tekom pol ure na občinski izpostavi na Brežini. In pri tem velja končno poudariti, da še nikoli nismo imeli vse uprave, od rimske vlade preko pokrajine, dokaj jo še imamo, pa dežele Fularije Julijske krajine in tržaške občine v rokah levo-sredinskih koalicij, katerim smo Slovenci prispevali odločilne glasove, a ne moremo priti do vseh pravic, ki nam pripadajo. Kot rečeno, je še mnogo problemov, za katere se moramo še boriti, in to lahko storimo v različnih vrstah, samo da je slava padlih junakov.